Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Moram priznati, da je Madeira ena čudovita, eksotična dežela, polna lepih doživetij in da tukaj preživljam prekrasen dopust. Kljub temu pa moram povedati, da me je nekaj stvari zmotilo in o tem bi vam rada v tem videu iskreno in pošteno povedala. Prva stvar so plaže. V glavnem so kamnite in pa težko dostopne. In niso idealne za tiste, ki sanjajo, da se bodo na toplem pesku predajali sončnim žarkom. Atlantski ocean je tudi znan po tem, da ima kar močne valove, kar pomeni, da težko pridete v vodo in še težje iz vode. Nekje imajo tudi urejene naravne bazene, kjer je dostop lažji, ampak tisto pa pač niso plaže. Še ena taka stvar, ceste, ker je otok strm, so tudi ceste take strme, ozke in ovinkaste. Preko otoka se je možno hitro premikati po hitrih cestah, ampak jih je kar 43% speljanih skozi tunele, tako da ne nudijo lepih razgledov. Je pa pozitivna točka ta, da ni nobenih cestnin. Neprijetno so me presenetili berači. Se ne rečem, se tudi v Sloveniji so brezdomci in berači, ampak tukaj jih pa res nisem pričakovala. Zdeli so se mi precej vsiljivi, sploh v glavnem mestu, so pa prisotni tudi v manjših krajih, kjer urejajo promet na parkiriščih ali pa tudi hodijo po lokalih. Eden se je v popolnoma praznem lokalu usedel za sosednjo mizo in nama težil, če mu plačava kavo. Sej nič kaj takega na koncu ni bilo, nič posebnega, ampak vseeno tako neprijetno. Moram opozoriti tudi na sonce. Sonce je zelo vrljivo. Atlantik je tisti, zaradi katerega je temperatura na Madeiri skozi vse leto od 20 do 24 stopinj Celzija. Vedno tudi zelo lepo, prijetno piha, dostikrat je oblačno in je velika verjetnost, da vas upeče. Ampak vedeti je pa treba, da je Madeira na isti zemljepisni širini kakor na primer Egipt, zato se je treba zaščititi s kremo in oblačili, če nočete imeti nobenih težav. Pa še zadnja neprijetna stvar, pomanjkanje pristnih lokalnih restavracij. Pa da ne bo pomote, restauracije ogromno, ampak so vse prilagojene turistom. Kar precej sva mogla iskati, da sva našla tiste prave domače gostilne, ker dobiš lokalno hrano in doživiš tisti pravi utrip otoka. Ampak sva jih uspela najti in sva se vedno imela zelo lepo. Sem kar precej razmišljala, če je bilo še kaj takega, da bi me motilo, ampak sem prepričana, da sem naštela vse. Madeira je res čudovita in tukaj lahko vsak dan doživiš veliko lepega. Teh 5 stvari, ki so me motile, mi niti približno niso pokvarile dopusta, mogoče pa bodo kjerma od vas prišle prav pri načrtovanju počitnic. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, lepa dopustovanja vam želim, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!